za gospodarski razvoj in tehnologijo se zavedamo pomena kompetenc za razvoj podjetništva, gospodarstva, zato z različnimi ukrepi tudi spodbujamo njihov razvoj. Tako smo pred nekaj leti tudi na področju lesarstva objavili posebni javni razpis, s katerim spodbujamo razvoj kompetenc na področju lesarstva, lesarske dejavnosti. Pri oblikovanju teh vsebin prisluhnemo na eni strani potrebam gospodarstva, na drugi strani pa vključujemo vsebinska področja, ki odražajo nekako aktualne razvojne trende. Trenutno, na primer, so aktualno krožno gospodarstvo, zeleni prehod, digitalizacija in tako naprej. Tudi v prihodnje želimo z tovrstnimi aktivnostmi nadaljevati, saj ocenjujemo, da je razvoj kompetenc pomemben tako z vidika komplementarnosti z ostalimi našimi razvojnimi ukrepi, predvsem pa, da z njim uspešno pripomoremo k doseganju ciljev na področju lesne predelave. Namen tega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu je bil predvsem podpreti izboljšave poslovnih procesov preko krepitev sposobnosti in kompetenc zaposlenih. To je namreč ta največja vrednost za podjetja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije je v ta namen že od leta 2013 dalje na teh 3 projektih KOC-LES, ki ga smo zdaj zadnjega zaključujemo, tudi namenjeno znatna sredstva, skupaj več kot 1.650.000 evrov. In to je pa tudi omogočilo preko 11.500 vključitev zaposlenih in to govori o tem, koliko je potrebno te kompetenčne centre za podjetja. Največja prednost tega centra so popolnoma prilagojena usposabljanja potrebam podjetij. Je to tudi za podjetje dokaj enostavno, kako lahko s temi sredstvi si pomaga pri usposabljanju. Vsa ta usposabljanja smo pa usmerjali na področja, predvsem, kjer je bilo največ potreb. In to je bilo v KOC-3 predvsem digitalizacija, pa optimizacija in spremembe poslovnih procesov, tudi specifična tehnična znanja, trženje in vse bolj tudi krožna ekonomija in normalno tudi razvoj produktov. Ta usposabljanja niso pa samo za partnerstvo, smo tudi ponudili podjetjem, ki niso v partnerstvu in s tem smo nekako skušali zagotoviti tudi širši vpliv tega centra na razvoj panoge. Tudi videli smo, da podjetja v tem kompetenčnem centru potrjujejo temu, da je ta način, kako smo ta center zastavljeni, peljali vsebinsko in operativno dober in predvsem želijo, da bi se s temi centri nadaljevalo, da bi to bila neka permanentna podpora, na katero lahko računajo in seveda tudi maksimalno izkoriščajo za svoj razvoj. V sodobnem proizvodnem procesu so digitalne kompetence zaposlenih vedno bolj pomembne. S projektom KOC-LES smo naredili velik korak naprej pri digitalnem načrtovanju parametričnega pohištva ter CAD/CAM vodenja proizvodnje. S študenti smo odlično sodelovali. Razdelili so se v več ekip in na našo željo oblikovali prestižno linijo postelj in posteljnih dodatkov. Upoštevati so mogli seveda Sense Design. Sense Design upošteva vsa naša čutila, vid, sluh, von, okus v spalnici malo manj pride do izraza. Skratka, študenti so naredili in so med sabo seveda tekmovali za nagrado, kdo bo najboljši. In so nam razvili celo paleto enih krasnih postelj. Seveda vse ne bojo šle v proizvodno, bodimo realni, ampak dobili smo pa nekaj zelo, zelo dobrih idej in moram pohvaliti študente fakultete za dizajn, da so bili zelo kreativni. Po mnenju mojem in pa mojih sodelavk, ki smo se udeležili velike večine predavanj, je, da so bila predavanja zelo kvalitetna, predavatelji dobro izbrani in mi smo res dobili veliko znanja. Za nas je bil projekt super, lahko samo pohvalim in smo izjemno zadovoljni s tem sodelovanjem, ker pravzaprav naš glavni vložek je bil čas, ki smo ga mogli nameniti, ampak ta čas smo z veseljem namenili in mislimo, da je bil zelo dobro vložen.
V našem podjetju smo s Koclesom 3.0 prišli do lažje in hitrejše implementacije novih tehnologij v prakso. Z novimi tehnologijami smo spremenili tok informacij in način razmišljanja v podjetju. Kocles je odličen način pridobitve novih znanj. Z njimi smo skrajšali čas začetka uporabe novih tehnologij v praksi. Ob obsežnih vlaganjih v tehnološki razvoj podjetja se v Podgorju zavedamo, da so zaposleni največje bogatstvo in ključni za uspeh podjetja. Napredna tehnologija in digitalizacija ter hitro spreminjajoče se razmere na trgu od zaposlenih zahtevajo hitro prilagajanje in nenehno učenje. Veseli me, da smo v preteklem poslovnem letu s podporo Koclesa uspeli izvesti vsa predvidena usposabljanja in izobraževalne programe in da smo s tem pomembno okrepili tako strokovne kot tudi organizacijske in komunikacijske kompetence naših zaposlenih. Pričakujem, da bo Kocles tudi v prihodnje spodbujevalec in pospeševalec nenehnega učenja, ne zgolj na področju strokovnih znanj, temveč tudi na področju razvoja mehkih veščin, kot so učinkovito vodenje, komunikacija in timsko delo. Vidimo ga kot stičišče dobrih praks v lesni in pohištvi industriji, ki bo pomagal podjetjem na poti v trajnostno krožno gospodarstvo. Področje digitalizacije je v našem podjetju zelo pomembno poslovno področje. Smo mu zelo zavezani, na eni strani na ta način obvladujemo naše procese, na drugi strani pa iščemo višjo konkurenčnost. Stiles je družba, ki se ukvarja z opremljanjem hotelov. Nismo samo nekdo, ki proizvaja in montira pohištvo, smo tudi nekdo, ki se ukvarja z zaključnimi gradbeniškimi deli. In naš objekt recimo lahko predstavlja tudi do 25.000 različnih pozicij. In vse to je treba obvladovati v smislu, da imamo 100% sledljivost, na drugi strani pa potrebno vse to tudi logistično obdelati. In za tovrstno obvladovanje procesov potrebujete zelo visoke osebnostne kompetence svojih sodelavcev, na drugi strani pa potrebujete zelo dobro obvladovanje procesov po vertikali in zelo dobro digitalizacijsko podporo logističnih procesov. Ta dva oziroma ta tri področja so bila pri nas tudi ključna, ko smo se odločili, da pristopimo k zadnjemu projektu Kocles. In lahko rečem, da nam je sedaj uspelo doseči učinke, ki se poznajo tako na osebnostnih kompetencah, poznajo se pri digitalizacijski podpori logistike, poznajo se potem pri področju poslovne inteligence, robotski procesni avtomatizaciji, s katero lahko kvalitetno obvladujemo naše procese in na podlagi podatkov, ki jih dobimo, sprejemamo kvalitetne odločitve.